Občina Krško je leta 2008 z državo podpisala 6 protokolov v skupni vrednosti 30 milijonov evrov, ki pa, kot je znano, niso bili v celoti realizirani. Eden od teh je bil protokol, ki se je nanašal na komunalno infrastrukturo, sklenjen z Ministrstvom za okolje in prostor. Po več let trajajočih razgovorih z ministrstvom in ko je postalo jasno, da občina Krško sredstev dolgovanih iz naslova sklenjenega protokola v vrednosti 8,4 milijona evrov ne bo pridobila, je občina zaradi teka zastaralnih rokov morala začeti terjati dolgovani znesek po sodni poti. Najprej s predlogom državnemu pravobranilstvu za sporazumno rešitev spora, nato pa z vložitvijo tožbe. Ker ni prišlo do realizacije tega protokola in je pravzaprav ostal odprt, smo se odločili, da tožimo državo, moram reči, da tudi malo po nasvetu same ministrice takratne, in smo v prvem delu uspeli, in sicer približno 3,7 milijonov evrov. No, zatem je sodišče en del našega zahtevka v skupni višini 11 milijonov evrov zavrnilo, vendar smo potem na višjem sodišču vztrajali in dobili še preostanek približno 4,9 milijonov evrov. Tako da je skupaj poplačano pravzaprav tisti znesek, ki je bil prvotno predviden v protokolu. Ostale pa so odprte obresti. Čeprav se pravzaprav ti dolgovi zapirajo, najprej obresti pa sodni stroški in tako naprej, je ostalo približno 5 milijonov evrov odprtih, namreč obresti so še naraščale, tako da teh 5 milijonov evrov pa pravzaprav praktično ni več iztožljivih in zato jih moramo pač odpisati iz poslovnih knjig. Sicer pa je po protokolih zaveza države tudi obnova Šrajbarskega turna. Kulturni minister je obljubil, da se bo oglasil v naši občini, da bo prišel pogledati te objekte, ki so bili financirani z evropskim denarjem ali pa so pravzaprav v lasti ministrstva in jih je potrebno še urediti, gre seveda za Šrajbarski turn. Dogovor je bil, da bi se sestali v prejšnjem tednu, žal do tega sestanka, oziroma predprejšnjem tednu, žal do tega sestanka ni prišlo zaradi nekih objektivnih razlogov. Računam, da bo do sestanka prišlo kmalu, kajti prav bi bilo, da minister vidi ta objekt, ki je resnično v zelo slabem stanju. In tudi predvidi denar za obnovo tega objekta, še dodaja Stanko.